Ja, glejte, ta zakon je težek 800 milijonov evrov po konzervativnih ocenah. Stvari, o katerih govori gospod Tonin, se pravi gasilci in tako naprej, odtehtajo približno 1% tega zakona. Ne? Se pravi, to so neki drobiški, ki so v zakonu, ti drobiški so noter zato, da se ljudi dobesedno podkupuje. Glejte, tudi ti boš dobil 20 evrov, pa tudi ti boš dobil 30 evrov in ti drobiški so vsajeni v zakon zato, da bi lahko na ta način ljudi zaslepevali, zakaj pri tem zakonu zares gre. Gre pa za to, ko vzamemo 800 milijonov evrov iz državne blagajne, lahko pozabimo, da bo ta država še kdaj gradila stanovanja. In če se danes vprašamo, kaj je problem v tej državi, cele generacije mladih ljudi, družin in tako naprej, plačujejo dobesedno polovico svojih prihodkov zato, da imajo streho nad glavo. Bodi si za najemnino, bodi si za kredit. Pri nas se obnašamo, ne vem, v Ljubljani so nepremičnine toliko znorele, kot da smo Milano. Problem tukaj pa je ta, da država že 30 let nima stanovanjske politike. In jaz sem proti temu zakonu, ker po volitvah, če bo vse po sreči in pridemo v vlado, mislim, da je stanovanjska politika ena od ključnih, ki jo bilo treba urediti. Če ta zakon sprejmemo, se pa lahko pod nosom obrišemo za vsakršne investicije v naslednjih letih. Ali v zelenitev, ali v stanovanjsko politiko, gradnjo železnic, karkoli že. Ali bo uničiti.